Manca, Žiga in Aljaž na Kaprisu. To je 30 let Radia Kapris in v veliko čast nam je, da sta danes zjutraj po dolgih letih pred Kaprisovim mikrofonom ponovno You sex me up and never stop. Ma kaj si vi, ja? Jan de Majk in Aleksander. To bo pa pestro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kje dobijo te posnetke? Kje ste dobili te posnetke? Na onih trakovih. Na trakovih takšnih in drugačnih, ja. Vem, da Mitja ima obsežno zbirko kaset doma. Tudi na radiju jih je nekaj, ker sem jih še jaz našel. Aha, okej. A ja, najprej spoštovalke in spoštovalci, to je moje, dobro jutro. Dobro jutro, želim to iz moje strani. Jaz edini avtopilot, ki ga znam za jutranji program, bi bil dober dan, lep pozdrav, dobrodošli. Pozdravljeni še enem še boljšem barom Bombastic 40. Tako kot vsak dan, tudi danes pregledamo 5. Pač to ostane v tebi, ta... Ja, sem ga tolikokrat povedal na avtopilota, da če me zbudiš sredi noči, bi ga še vedno znal povedati. Zdaj sem ugotovil, da je bilo 40, jaz mislim, da je bilo skozi 30. Ne, je bilo kasneje na 30? Ne, je bilo, v bistvu bar Bombastic 40 je bil samo v soboto, smo pa od ponedeljka do petka vsak dan pregledali po 5 pesmi, je bil bar Bombastic Flash. In v bistvu v soboto sva z Mitjo to posnela, jaz sem rabil približno 20 minut zapovedati ves glas in potem je on to lepo razrezal, dodal noter pesmi, džingle in vse in... Pol je bilo pa celo poslušljivo. Ja. Hvala, Jan. Danes bo kar nekaj takšnih, po mojem, komentarjev. Jan, se ti spomniš svojega prvega dne na radiju? Jaz, ko sem prišel gor v slačilnice, sem bral poročila. In nisem jih slišal. Kje, v vozičku? Ne. V Kinderpetu. A ja? Aha, okej. Res sem začel računati zaradi 30 let. Tebe še ni bilo takrat. Hvala. Ne, sem že bil brez skrbi. Malo več, okej. Ja, se spomnim, sem bral in sem tudi delal napake, take da tumač, ampak so pa rekli iz tega velikega radija, da imam zelo dober glas, samo če bi se manj motil. Res? Ja. Pa menda si dobil prav pohvale za v bistvu, da je vse super in da je vse v redu. Ja, res je. No, in celo so me poslali na vaje kao govora, ker jaz sem pač Celjan in se je tle zdelo, da ne govorim dobro, pravilno. Ja. In je gospa Santinova rekla, kaj se pa tebe dal poslali? Ne moš kaj delati, ne? Hvala lepa. Ko sem bil jaz na branilnih vajah v bistvu eno leto na RTV-ju, na kar jaz pridem ves pripravljen, eno leto smo se trudili, smo delali, in pridem dol na Kolodvorsko 2 do 4, takrat v višku svoje moči. Približno 20 sekund je trajalo, da je rekel gospod na drugi strani, hvala dovolj, in sem rekel, kaj je narobe, nepopravljiv primorski na glas. Ja, hvala. Včasih se ni nobenih ostalih glasov po televiziji ali kaj takega, ne? Ja. Zdaj imaš vsega, ne? Zdaj imaš tudi preveč. Ne, zdaj smo egzotika, zdaj je lepo, ne? Če nekdo malo zavija po svoje. Ja. Danes bo sončno, do 25 stopinj. To slišiš marsikje, če si že pri tem, ne? Kakšen krat se prav vprašaš, če je to namensko ali ne? No, tako, jaz mislim, da že čez nekaj trenutkov lahko krenemo z flashbacki. Ta je pa menda tvoja. When I die. Čakam pa noč. Ja, dobil sem navodilo, da je to ena tvojih najljubših. Ja, res je. No Mercy in When I Die v današnjem jutru, nažalost zadnjem z voditelji Radia Kapris, ki so sestavljali zgodovino v teh 30 letih, Jan in Aleksander. Dobro jutro. Poslušate Radio Kapris. Si? La 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 la. Da da dam da dam da dam da da dam. Danes zjutraj ponovno z vami Jan de Majk in Aleksander. Štrigeta. Jan on the mic. Odkje je pa ta Jan on the mic? On the mic je postal Jan de začetek. Majk. To je bil začetek, potem sem pa vmes skočil še nekam drugam.
mal posoditi glas, pa je tam bil že eden on the mic, pa sem rekel, odkot pa ti? Sem rekel, ne moreš biti tako, sem pa the mic. Okay, to je zdaj. A imaš prav kakšno osebno kartico, da piše Jan the mic? Ne, to so delali drugi, so si delali vizitke, pa vžigalnike, pa... Vžigalnike? Kdo je imel vžigalnike? Ne, dobro, DJ Lauro ima vse, cel merchandise, ki obstaja. Ja, ampak DJ Lauro je brand. Ja, to je to. Še vedno brand, seveda. Močen brand, ne? Jan, bomo naredili ti majčke pol. Ne, kape. V redu. Si svoje čase tudi bil po diskotekah, torej ne samo radijski glas, ampak si bil tudi MC. Eden prvih v Sloveniji. A veš? Povej več o tem. Takrat se še to ni delalo, pa smo pa začeli s tem v Ozare. In to je bil boom, bastik. In je bilo fajn. Potem se še to malo krok in okrog in še v krok in okrog in pol pa je bilo dovolj. Drugače si znan po številnih stvareh, ampak če se sam ne spomniš, te bom jaz spomnil. Diskoteka Ozare. Ta petek, happy time! Ja, Ma, kaj ste vi, zakaj pa niste počestila? kako da Ma, ne? veste, kakva scenarija je bila notra? Kako? Kako je bilo v strano, notre na zune? Bog pomage! Ja, ma jaz sem vse počistila. Ali doma sem, ali v službi, vedno sem v dobri družbi. Radio takoj prižgem, za Radio Kapris vsem povem. No in dovolite, da vam predstavimo še prvo mesto Agrobombastih 40, tukaj se pa nahaja eden in edini pravi moške. Pravi moške z imenom Damjan Mrko. Dovolite, da vam predstavimo še predlog, za katerega boste lahko glasovali naslednji teden in sicer, kot ste že navajeni, preko dopisnic. Ekskluzivni nastop plesno-glasbene skupine 4 deklet Power Dancers v diskoteki Tivoli v soboto 11. maja. Smeh in solze. Z vami bom Jan. V Sloveniji, drugod v notranjosti Slovenije. Se pravi, čujem, ampak slučajno so mi hlače padle dol. Pa saj, če bi imel kaj pokazati. Vem, da isto čutiš tudi ti. Ali vas vam dva? Zdaj pa... Ko bom velik, bom imel noge kot Katja in glas kot Jan. Slavko Ivančič! Kaj, bi zavrtel kakšno pesmico? Kakšno? Kaj, sem kar češ? Kakšno čem? Karkoli. Kaj, se lahko tudi Pink Floyd, če si privoli za Pink Floyd poslušaš. Se ti zdi? Ne. Linkin Park in band. Velja. Ampak ti se tudi prošeti malo po parku? Svež zrak je dober, ne? Ti greš spančkat, flašo mleka, Albert kek se pa spat, okej? Okej. Ajde, čau. Mislim, da so bili tvoji klici ena najboljših tvojih, bom rekel, tvoj adut je bil to. To, kar je bilo zdaj slišati, je bila oddaja ob sobotah, Mitja bil moj tehnik in so bile bedarije za vsakdanjo rabo. Zanimivo, kako zdaj to izpade zelo simpatično. Ja. Takrat je bilo, pridi v pisarno, kaj si to rekel, suspens, zdaj 2 tedna ne boš, bom odbili od... A si bil ti kdaj suspendiran, ker za Aleksandra zagotovo vem, da je bil? Je bil tudi, ja. Čakaj, ja, mislim, da sem kao rignul. Da sem prdnul. Ne, po mojem ne. Ne rignul kot res, ampak sem se naredil. To, oziroma bil sem pa za kar nekaj časa. Ampak ne, so me takoj nazaj rekli. Ja. To so bili grožnje. Ti si imel tudi veliko časa prostega od radija. Odvisno. Se mi je dogodilo, da za eno poletje me je takrat urednik določil, da bom delal kar celo poletje in potem se je naredila ena neumnost in sem imel fraj poletje. To je ne laž. Dobro, Kratero, samo od sebe. Čakaj, to je ta beseda? Katera? Samo od sebe. Ne, druga beseda. A, si jih imel več? Mislim, ja, da sem imel več, ja. Spomnim se tudi tvojih petkovih oddaj. Ja, petkove oddaje, v bistvu tehnik je bil Mitja in Peluš. Mitja, ti si živel na radiju, praktično vsi rečejo, v tehniki bil Mitja, že veste, da Najprej Mitja ni bil moj tehnik, ne? Jaz sem imel dolgo let druge tehnike, sem imel Igorja Stojsavljeviča, Stofa. Stofa je bil izredno zahteven tudi za snemanje reklam. Vesna zna povedati, da se nam je mudilo v Ljubljano in sem snemal 2 ure.
Ja, si moral ponavljati 2 ure, eno ni. Povej bolj tako. Je on povedal točno, kako se nekom, Igor, ne ti. Ne povej ti. Tako da dosti časa Igorja, potem sem imel Danila Košakoviča, Dani Kej, in potem sva dobila to kemijo z Mitjo. Nekaj sem imel cel kviz o Miti, o petkih zvečer. Vsak večer je bilo 10 vprašanj o Miti in kdor je prišel do konca, da je vseh 10 odgovoril pravilno v zaporedju, je dobil glasbeno željo. Toliko truda za glasbeno željo, vidiš? Ja, vi jih talate prepoceni. Včasih res. Ja, glasbeno željo. Nekaj narediti, ko si poklical na radio, na Kapris, da si dobil glasbeno željo. In ne kar tako iz čistega mira. Ne, najbolj zahtevne so bile tiste, dobro, ti bom zavrtel pesem in bo tišina prej in tišina kasneje. Da lahko postaviš na kaseto. Ne bom ti dal džingla od spredaj nazaj. Si bil res preden, če si to dobil. Zgodilo se je ravno to, da moj prvi stik z Radijem Kapris je bil ta, da sem klical Jana v oddajo nekoč in si me vprašal za glasbeno željo, namreč večer je bilo, smo imeli druženje doma in po mojem sem imel 7, mogoče 8 let in si mi postavil vprašanje, si mi postavil vprašanje, kateri pol je hladnejši, Arktika ali Antarktika? A bi zdaj znal odgovoriti? To Jan ne ve. Nimam pojma. Se takrat mislim, da sem narobe odgovoril, pa si mi vse na glasbeno željo potem zavrtel. Kateri je hladnejši? Vidiš, zdaj je brez Google ne gre. Ne, mogo bi googlat. Po mojem ta spodnji, ne vem, kjer je, ko se kliče, ker vedno mešam. Tam, ko je najmanj stopinj. Bi rekel. Tako. Po pingvinih v bistvu se imenuje Arktika in Antarktika. Zdaj prehajamo v čisto druge oddaje, po mojem. Ne, tisti pol, ki nima, je anti. Nima pingvinov, res? Pingvini so na jugu so pingvini, ne? Dajte to prebrati in povabiti poslušalce, da se pridružijo. Tu imate napisano. 041533288 za SMS poročila. Ali 0800179. Če želite seveda poklicati. Glasbena želja zate je bila nekaj časa tvoja švonerija na telefonu. Imam izklopljeno švonerijo že 10 let. Takrat nisi imel. In kadar ti je zazvonil telefon, je zazvenela ta. Mr. Bombastic. Bombastic, romantic, fantastic lover. Oba sta pomembno zaznamovala 30 let Radia Kapris in se od Kaprisa nikoli zares nista poslovila. Prvi je radijsko kariero začel kot dijak gimnazije Koper. We are back, more powerful than ever. Drugega je pot na obalo pripeljala iz Celja. Še danes ju, čeprav nekoliko drugače, slišite na Kaprisu. Danes zjutraj sta z nami v živo Aleksander Pahor in Jan Damajk. Kaj je bilo na moja sirena? Neka sirena je bila, ampak to si bil ti, ne da je bila tvoja sirena. Moja angleščina je pa izpod vseh nivojev. In ne vem, če veste, beseda zaznamovano sta zaznamovala, kot je nekaj slabega. Ko bolezen. So zaznamovali. Da imaš znamenje nekje. Lepotni piki Radia Kapris, Jan in Aleksander v našem jugu. Lepotni piki. Imajo jasne meje. So kaj izbočeni te piki. Treba paziti, pike so takšne in drugačne. Tebe večkrat vidim, v bistvu basta še na Radio Kapris za reč. Bom potem pogledal. SMS? Boste prebrala? Ok, Renato, hvala za zvezdice. Ja, najbolj voditeljev zgodovini Radia Kapris. Ja, vendar se nam leta poznajo. Ste se umirila? Ja, jaz mislim, da sem se umiril. Od tiste kastracije dalje je vse drugo. Res, sem dobil malo na teži, ampak sem pa dosti bolj miren in prijazen. No, s čim se pa danes ukvarjaš? Ojoj. Dobro, poleg tega, da si Station Voice Radia Kapris. Station Voice Radia Kapris. To je moj glavni interes. Hvala Miti, da je uredil, da sem končno pošteno plačen in lahko živim samo od tega. Kaj pa hobiji? Hobiji razno razni, predvsem 2 otroka, prekrasna, ljubezen mojega življenja, Vesna, ki je tudi zaslužen, da sem bolj prijazen in priden. Za 7 let to je s tepežem, to je ta stara vzgoja, ne? Te tepe pomalo, ampak konstantno. Za dober ritem. Ja, vse, kar je manjkalo v mladosti, je Vesna popravila zdaj. Ja.
Vsakdo bi mogel imeti svojo vest. No. Ja. Jan, ti pa s čim se ukvarjaš danes? Ne, ni vest. Jaz pa zdaj počnem tisto, kar sem hodil v srednjo šolo. Povej več. Prodajalec vozil. A dej, nehaj. Jaz sem hodil v srednjo šolo za prodajalca vozil. Jaz sem mislil vedno, da si vrtnar. Res? Zakaj sem prišel? Ne, ki si imel te ljubezen do teh grmičkov in tega, sem mislil vedno, da si... A oni grmički so drugo, ono je bolj... Okay. Vedno manj jih morajo biti. Ja, dobro, zdaj niso več moderni. To so trendi različni. Grmički niso več moderni. Prodajaš avtomobile, nekoč si prodajal tudi oblačila, pa tudi avtokose. Vse. Vse. Kaj še sebe nisem prodal? Samo sebe nisi prodal, temu si ostal zvest. Aleksander, dajmo slišati še en tvoj flashback. Vaš stik z informacijo na Radiu Kapris. Dnevne novice ob 10. Z vami v studiu Monika Pirjevec. Nikar ne bodite požešni, Radio Kapris je čisto za vse. No in pričujemo z našo Bar Bombastic 40 lestvico na dan 8. marca 1996. V diskoteki Orient Express v Divači, Indiana, vrhunski italijanski dance band. Dober večer želim, Aleksander iz Radia Kapris, poleg mene je Katja. Čestitamo! Dobili ste? Novega Twinga. Novega Twinga. Ne, kaj? Avto! Novega Twinga sem dobila. Avto! Avto sem dobila. Ja! Kaj? To ne navadnega Twinga, je polno preme, ima klimo, servo volan. Znova odpiramo našo telefonsko številko 56542 za vaše telefonske klice. To je ena pesem, ki je nosilec spominov, vsaj za mene, La Bouche in pesem Be My Lover. No in ker imamo rahle težave z našimi telefonskimi linijami, bomo za 5 kratkih minut prekinili glasovanje in ga nadaljevali čez 5 minut. Povej mi več o La Bouche in Be My Lover. Ne. Zato ta vrtnar pa Buš, ne? Ja. In potem iz tam tudi vse. In pa Be My Lover, ne da? Ne, ampak ugotavljam, da sem predvsem mutiral potem skozi leta. Vem, da si imel ta poseben stil glasu, v smislu tak zelo kompresiran, zelo unikaten. V bistvu moja sreča je bila ta, da sem relativno hitro mutiral, kar pomeni, da sem v 5. 6. razredu osnovne šole bil precej znan v širši družbi, potem da lahko pokličem kamorkoli in izpadem odrastu. In iz tega smo naredili en kup neumnosti, zapirali vodo po blokih, da prihaja do mešanja fekalnih vod in pitne vode in tako naprej. Dokler mi tega v bistvu niso preprečili. In potem sem to izkoristil na radio. Se pravi, ta glas mi je bil dan, so me pa tudi dobro strenirali. Se pravi, sem imel srečo, da je bil tukaj Iztok Presel, ki je to opazil. Irena Mraz, da sem tudi na nekaj branilnih vajah bil in tako naprej. Znaš kak? Branilnih tudi. Tako da ta glas mi je bil dan. Je pa drugačen glas, takega uporabljam. V bistvu, ko posnamem star, grem čisto v nek drugi glas in tudi, ko se komu predstavim, čakaj, se mi zdiš od nekaj znan, ne, okej, poznaš moj glas, kdo si? Potem rečem, obala je zakon. Daj še enkrat a kapela brez podlage. Obala je zakon. Je drugi glas, se prav nastavim, tako, dober dan želim. Malo dobrodošli. Kaj dobro. Nič, če smo jo že omenili, pol bomo dali še Janovo glasbeno željo, ampak La Bouche in Be My Lover z leta. Najprej Bush, prej je bil še Bush ali ne Clinton. Ali ne, Bush ali ne Bush? Bum. Be My Lover, La Bouche 95, 838 na Radio Kapris. Dobro jutro. Ne poveš še enkrat tega, no? Kjerga? Čakaj, kdo je že bil? Že ki so La Bouche. Zagorcem se nek tak. Zagorec. Je našel bombo in je vzel v roke in rekel, boš puknula ali ne boš? Pa je rekla bomba, bum! Maj odvrgu iz rok to potem. Ne. Ampak ti si imel take, jaz se spomnim, ko sem se še uvajal dolga leta nazaj, ker je že tudi moja dolga leta nazaj, je bila Laura Pausini,
Laura na pauzi. Ne, si rekel la ura in si rekel, kaj pa imamo pol la minuta, ta je bila ena. Bilo je vprašanje, kaj ti znaš 5? Ja, znam. Kaj pa 6? Ta je, to so jakopinizmi, med drugim. In spomni se, ko si kupoval Alfo, ko si tehnika vprašal, ki je imel ravno tako Alfo. Alfa od Penkuta. Ja, srebrna. In si ga vprašal, si gledal na oglasniku in si rekel, ta Alfa, to si se povedal, naštel se, kar je bilo zapovedati, in si ga vprašal, kaj se ti zdi? In on je rekel, to je drago. Kjer je drago? To so jakopinizmi, ki ti ustanejo, ki se zalepijo. Nekako ustajajo. Še zdaj, s komerkoli, tudi zdaj v salonu, ko sem našel 2 okužil s tem, mi se pogovarjamo take stvari, prav to. Ena beseda prenese čist nekaj drugega in čist nekaj tretjega, tako da je zabavno. Pomaga to, da nasmeješ verjetno kupce, ko pridejo. Lažje odpeljajo avto potem. Zelo lažje. Najbolj sex sales, ne? Tako da. Ja. Kdaj si imel, Aleksandr, ti na zadnje redno oddajo? Si mislil, da kaj drugega? Ja. Jaz sem videl, da kaj napeljuje. Redno oddajo, ne vem, kdaj sem imel na zadnje redno oddajo. Zna biti, da jutranji program leta 2008. Mitja, povej. 2008 sem imel jutranji program z Desire in Boštjanom Klunom. In to, ker smo vsi delali takrat v Ljubljani, smo oddajali studija Radia Hit. Ja, mi smo prišli iz Ljubljane v studio od Hita in imeli jutranji program za obalo tukaj. A vidite? Se spolnem. Se spolneš. Ti pa tudi ne tako zelo daleč nazaj, ne? Manj kot 10 let si bil še... 6. 6 let je? Ja, kaj je bilo? Ne, dopoldne si bil, si imel svoj pas. Neki z unim six-packom je bilo. Ja. Tudi s tem tvojim, ki ga imam jaz, ki ga nosim pod majico. One pack. Pa še prej... Ja, s Heleno sva bila. V jutru, ja. Ja, pa včeraj sem slišal, ker sem že tako pozabil, od Marende do kosila. Včasih tudi še daleč nazaj, sem kdaj uletel, ko je bila še gospa Katja, vendar z njo ni rada bila z mano, zato ker sem jo vedno preveč hecal. Najbolj se spomnim to. Katja, lepo te pozdravljam. Poslušaš v redu? Je bilo ful vroče v studiu. Veš, da poslušam tehta. V studiu je bilo ful vroče in ona, zakaj ne dela klima? Zato, ker je vse tvoje perje šlo noter. Čau, Katka. Mogoče te kdo še to vpraša, ampak kje je Mici? Mislim, da je na Karibih. A na Karibih? Ja. Čakaj, kaj je že njen... Mislim, da je bil Mičan. Jaz sem imel Asfaltina. V času politične nekorektnosti, sprejete politične nekorektnosti, Asfaltina. A pogrešata radio in delo na radiju v taki obliki kot nekoč? Kot nekoč, ja. Ja, tako kot nekoč, ja, ker je bilo v bistvu zelo svobodno. Ja. Preko napak sva, verjamemo, oba prišla do en kup nekih čisto normalnih mej človeških, zato ker oba, jaz mislim, ko sva bila na radiju, sva bila toliko ekstrovertna in toliko brez meja, da samo ta svoboda je lahko pokazala, kje so meje skrajnosti in so se v bistvu znormalizirali, zrasle z radijem. Ja, čas prinese svoje. Ja. Kaj nisva rekla, da se bova danes pogovarjala v čim bližje knjižnemu slovenskemu jeziku? Ja, ma ne na tem radiju. V glavnem... Kako pak? Damo še glasbeno željo Jana Demajka, ker zdaj je Demajk, ne? Že leta in leta, ko si ti še v pogleničkah bil. Ma ne, ni tako, ne hudo. Ja, Bog ve, kak dolg si jih nosil. Na tega si verjetno večkrat zaplesal, pa tudi zapel. Ali pa odpel. Ja, to so bili res lepi časi. Hvala tem nosilcem zvoka. Sorry, ne vem, kje se našel to besedo. Ampak so, ne, nosilci zvoka, to je bilo včasih. Nosilec zvoka je material tipo... CD, ja. Ali pa disk, ali pa fleš. Kaj to ne vrtite več s CD-jev?
že kar nekaj časa. Ne? Baza podatkov. No, je v blobu cel komad. Nosilec zvoka je v tem primeru disk ali pa disk na serverju. Skratka, 10 minut je še do 9. Jan in Aleksandar v naši družbi zaključujeta ta teden voditeljskih parov, ki so... Pa nismo do 10. Lahko imate tudi čestitke. A boš ti danes poklical? Do 10. To še ni do 10. Pa kaj nimaš časa? Nimam časa, čakaj. Saj si rekel, da je tvoj vir prihodkov Radio Capris edino še. Ja, pridem enkrat na 3 mesece, posnamem tisto in potem dobivam rento. Tako je zmenjeno. Ja. A ja, ti imaš snemat zdaj? Ja, se ti tudi prideš snemat, kaj se delaš finega zdaj? Ne, pa on dobiva rento? V bistvu najlepša stvar od tega, kar mi je ostalo, je to, da sem ostal v stiku z radijem na tak način. Ker programa ne bi več mogel voditi, je preveč zahtevno, je v bistvu bi bilo za mene stresno se spet dati v ta štos. Medtem ko tako, da posnamem džingle in tako naprej, ostanem v stiku, še vedno del ekipe, sem gor na internetni strani. Na sindikalko prideš? Če si povabljen, ja. Ja, če si povabljen, ja. Tako to rečno, pač tebe ekipe v tem primeru. Jan, ti si daj še pomislil po tvojem... Ne, hodim snemat reklame. Pa bi imel mogoče kakšno oddajo. Recimo, če bi mogel iz preteklosti vzeti eno oddajo, katero bi imel še danes. Težko je. Smeh in solze, pravi tle. Ne, smeh in solze, ne, to je že pase. Ja. Z Mitjo še vedno grem staviti, da kljub mojim letom, sicer dobrim videzu, bi lahko imel še vedno bedarije za vsakdanjo rabo, ker jih je še vedno ful. Veš, jaz sem mislil, da bo še rekel Agro lestica. Agro? Jo, se toliko malo zdaj, ko bi bili na lestvici. Se zato? Agro bombastik 5000. Ne, se v bistvu lestvico bi bilo najlažje nam v resnici imeti, je pa ta način dela, ki je danes, ki ga imate voditelji, kako se pripravljate, kako se vklopi in vse čisto drugače od tega, kar smo počeli mi. Ne? Se to je bilo tudi v bistvu eno od vprašanj za vaju dva. A bi tiste stvari, ki ste jih počela v preteklosti, torej veš, tudi iz krajnosti se dotikati tega, a bi danes to šlo dobro skozi? Ne bi šlo dobro skozi, zaradi tega, ker vsi to snemajo. Prej smo imeli samo enega manijaka, ki je snemal in je Mitja in ima v osebnem arhivu. In če se mu prav zamiriš, da to natrgne, danes je to bistveno drugače. Ne? Ljudje bi to posneli, poslikali, objavili preko interneta. Tožbe bi padale, če se spomnim, ko sem bral Lady. Jaz sem tudi imel zadobiti eno tožbo. Kaj sem imel zadobiti? Sem imel tisto oddajo, ki sem v bistvu zafrkaval preko telefona. Ja. In mislim, da je nekdo plonkal. In v bistvu sem poklical to Bogo Mladenko, da v bistvu so ostali sošolci rekli, da je plonkala, ona je priznala preko telefona. V tistem trenutku pride oče na telefon, pa slišim, v glavnem je bil prekinjen takoj stik in smo dobili na radio, da... Suspenz. Ja, takrat je bilo malo hujše, ampak so rešili. Ampak to so časi, ko si lahko povedal ime, preimek človeka. Vse. Je šlo mimo v pozabo. Je šlo mimo. V momentu, ko je bilo v etru, je tudi zginilo v etru. Zdaj je vse posneto, vse arhivi. Zdaj se ne moš več tako norce delati z ljudi. Ja. No, to je ful žalostno. No. Se je spremenila publika, torej. Ja, pa lahko vseeno povem, tle, da zudek je nek ta, veš, ta velik. Ta velik. Ja, vidim eno žensko in sem mislil, Rebeka Dremelj. Je pa Aleksija. Je oddaleč pa z mojim vidom. Ja, vidim, ja, da imaš lepa očala. Ja. Moram pa reči, da si se zelo elegantno postaral. Ne iščem komplimenta nazaj, ampak... A tudi ti si z nami v studiu? Ista sva, sam sva zrelejša. Jaz upam, da ja. Ti si dan, dva mlajši, ampak drugač pa... Jaz bi se vam lepo zahvalil za to. Mi dva imamo zdaj tle debato. Bova kakšno rekla? Ja. Imamo kakšno stvar za nazaj, v bistvu. Dajte to vidva izven etra, ker to mislim, da ni spet, kot smo rekli prej, za javnost. Kaj se spodobi? Čestitati radio za 30 let. To pa res. 30 let je že neka resna starost.
En kup ljudi se je zvrstilo tukaj in čisto vsak je pomagal, da je Radio Capris danes to, kar je. Vseeno moramo vedeti, da smo začeli v slačilnicah, da smo začeli proti takrat nepremagljivemu Radio Morje, proti Radio Koper, proti ostalim, ki so bili ogromni radi in mi smo bili v slačilnicah in so namirno nabijali žoge v okna, da se je slišalo notro v eter in smo prišli do tega, da je Radio Capris najbolj prepoznan radio na Obali. In širše. Bravo. Hvala za čas, hvala za obisk. Jaz vama želim lepe praznike in da bi se čim prej in čim večkrat vrnila v naše prostore, ker sta konec koncev tudi sama doma. Hvala. Bodite dobro. Čau! Jaz sem na soboto.